Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ob Svetovnem dnevu otrok, to je 20. november, letos ga bomo praznovali v petek, smo navezali stik in bomo danes opravili pogovor z Markom Juhanom, pedagogom, vzgojiteljem otrok, ravnatelj ste tudi, ali ste bili? Bil davno, ja. Marko, lepo zdrav in seveda bolj merodajnega človeka skoraj, da ne bi mogli najti za pogovor o otrocih, predvsem bova govorila o teh razmerah, ki vladajo v Sloveniji, nasploh tudi globalno v svetu. Tukaj zaenkrat še posledic ni veliko videti na vzgoji otrok, vendar strokovnjaki, kot ste vi, zatrjujejo, da bodo se posledice pokazale veliko pozneje, da ni problem samo v epidemiji virusa, da bo prišla tudi epidemija kot posledice tega, za kar so otroci sedaj prikrajšani. Tukaj misleč, asociacija, ne hodijo v šolo, ne družijo se, ne gibljajo se v naravi, tudi teža se že otrok povezala in tudi razmere, ki so vezane na družino. Sedaj, če smo včasih jamrali, da je družina premalo skupaj, člani, so sedaj veliko, morda celo preveč za razmere in to nosi posledice. Kakšne boste pa vi povedali? Ja, zdaj lep dober dan gledalcem. Moram povedati, da je še veliko strokovnjakov, ki imajo veliko tudi za povedati, ampak vsi pač ne pridemo do besede. Zdaj, kako jaz vidim, spremljam, kolikor se da na blizu, na daleč, z mano so v stiku kar pogosto starši, ki imajo težave z otroki, tako da ta del mi je še vedno čisto blizu. Hkrati smo pa opravili preko naše spletne strani, pa vzgoja.si, pa preko Facebooka mojega, z mojim imenom, smo opravili eno obširno raziskavo že po spomladanskih izkušnjah in so starši povedali svoje. Prva stvar, največji problem je, da otroci ne ubogajo. To je bila prva stvar, ker vse se je razvodenelo. Razvodenelo se pa iz preprostega razloga, ker vsi pravzaprav nismo imeli, ali pa nobeden od nas ni imel izkušnje, kaj je pa zdaj v taki situaciji treba narediti. Zdaj vemo, kaj je treba narediti, a ne? Prvič, negotovost in neke strahove ali kaj takega. Tukaj najbolj pomaga še vedno struktura. Struktura, to je tisto, o čemer so babica včasih rekli red. To ne pomeni samo čisto in pospravljeno. To pomeni, ob določenih dneh imaš takala opravila, ob določenih dneh delaš nekaj drugega. Ko prideš popoldan, ko so otroci prihajali iz šole, kaj je bilo prva stvar? Preobleč, umit in podobne stvari, a ne? Potem so se lahko večinoma nekaj poigrali, potem so prišle domače naloge na vrsto in seveda, če je bilo to zunaj mesta, tudi domače opravila, ki jih je bilo bistveno več, vedno izterjanih kot v mestu. Saj ne, da v stanovanju jih ne bi bilo, ampak starši jih niso izterjali. No, zdaj imamo pa tale problem. Otroci so doma cel dan, starši nekateri tudi in so preveč skupaj. To je približno tako, kot bi imeli celo leto dopust, vendar morajo delati. In to dvoje ne gre skupaj, ne? Preprosto ne gre. Kaj pomaga? Pomaga ta red. Če starši postavijo strukturo, če zdaj otrok ne hodi v šolo, nima smisla, da obstaja ob 6:30, če je prej moral še čakati na nek prevoz. Popolnoma nobenega smisla. Lahko vstane toliko prej, da se uredi in da je pripravljen poje nekaj za zajtrk in je pripravljen za delo za šolo. Ob uri, ko se pouk tudi začne, se učitelji začnejo z oddajanjem svojih stvari, takrat, kot je pač po urniku, a ne? No, kaj zdaj to pomeni? To pomeni nič več copati biznis. Copati biznis to je, če imaš firmo, v kateri si sam in delaš doma. In potem se lahko zgodi, da je gospa, prideš nekaj poslovnega se pogovarjati in vidiš, da ima še nočno frizuro in v udobnih trenirki skače okrog. Tu kakšnega posebnega posla ne bo. Zato, ker ni v ritmu, a veste, mi pa to rabimo, to nam prinese varnost, to nam prinese zagotovilo, da je vse v redu. To je prva stvar, postaviti urnik, ali tedenski, ali dnevni, ali skratka, kaj kdo dela. Potem je treba postaviti, kje kdo kaj dela.
Zakaj? Zato, ker rabimo tudi en prostor, kamor se lahko nekdo od družinskih članov umakne. Ko je preveč, da se lahko umakneš. Ni zdaj pomembno, a bo to mama, a bo to ata, ali bo to en otrok ali drugi otrok, sploh ni pomembno. Važno je, da ve, kam se lahko umakne in tam mu dajmo tudi odrasti, če se umakne. Ne zdaj tiščati za njim. Kaj pa je zdaj narobe? A smo kaj narobe rekli, kaj se je zgodilo, ti je kdo kaj po mailu ali pa na telefon poslal? Ja, a je to mir? Ne, to je vtikanje otroka. Pustite ga, da se umiri. Ko pride čas, si bo že vzel tiste trenutke in spregovoril z vami. Zdaj, kaj pomeni poslušati otroka? Takrat, ko nekaj počnete, to ne pomeni, da pogledate stran, pa rečete, saj kar govori, saj te poslušam. To ni poslušanje. Tako, če bi se tako z možem menili, ne boste nikamor prišli, to vam je jasno, ampak z otrokom je isto, z deklicami in z dečki, popolnoma enako. Ne? Zato pa takrat, ko se nekdo umakne, dajte mu mir. Rabimo čas za delo, rabimo čas za počitek, otroško delo je delo za šolo, da se razume. Potem rabimo čas za počitek, rabimo čas za domača opravila. In otroci morajo biti vključeni v večino domačih opravil. Če se zdaj odločite še narediti in izvesti neko jesensko generalko po hiši, tik preden zapade sneg, se začne zmrzal, ne vem kaj še, dajte, otroci naj bodo vključeni. Metla, sesalnik, vrečke, zlaganje, pobiranje, sortiranje in podobne stvari, to zmorejo, brez vseh problemov. Naj bodo vključeni vsem, če še greste v trgovino, nabavite mogoče malo več. Niste vi tisti, ki mora to znositi v hišo, v stanovanje, to morajo narediti otroci. Čim so šolari, čim so 6 let stari, definitivno so dovolj veliki. Ne more nesti celega zaboja mleka, lahko pa znosi vse ostale stvari, samo bučno olje vi nesite, da ne bo šlo po tleh. Ostalo se da pobrati, se da karkoli. Lejte, če bo pač treba 4-krat iti v 3. nadstropje, ja bo pa šel 4-krat s ključi od avta v 3. nadstropje. Tako se ga uči odgovornosti. Stopite na balkon, vidite, če so se lučke prižgale, torej je zaklenil avto v redu, če ne, pa lahko tudi kakšen glas od sebe spustite. No in take stvari, da si koristen, to zelo pomaga. In kadar recimo opravimo večino teh stvari, tudi s kuho, čiščenjem in z vsem ostalim, potem mora biti nekaj prostega časa. Nekaj časa, ki ni splaniran. Nekaj časa, v katerem je krasno, če je dolg čas. Ker ko je otrokom dolg čas, prva reakcija je, jaz bi telefon ali pa jaz bi računalnik. Si ga že imel za delo, za šolo. Zdaj tule treba tudi pomisliti, najstniki vam znajo očitati, sej, pol leta nazaj si še vpila dol z računalnika, stran z računalnika, zdaj pa vpiješ zjutraj vstani, pejt na računalnik in podobne stvari. Ja, lejte, to ni isto. Če otrok je hotel samo od sebe uporabljati računalnik za zabavo in od tega postaneš odvisen, ker se naredi en tak hormonski krog, ja, in postaneš odvisen. Od dela na računalniku, prosim, koliko ljudi poznate, ki delajo na računalnik, a koga poznate, da je odvisen? Če je deloholik, sicer je odvisen od dela, ne pa od računalnika. No in tule je treba otrokom povedati, če rabiš računalnik za delo, če vi vprašate, daj preveri, če je vlada sklenila kaj novega, poišči, pregledaj na telefonu, ne vem, kjer dan, četrtek ali kdaj že, ne? Takrat ali so že objavili, to je delo. To ni zabava. Če se pogovarjate, otrok sliši in reče na Malti, a tam imajo Malto imajo, ne? In vi vprašate, kje pa je Malta, pa ne ve. To je, poišči, kje je Malta. Lahko gre, če ima že geografijo, gre lahko pogledati v svoje knjige, če ne, gre pač v uporabi računalnik. Ampak od tega, da išče Malto, pa Gibraltar, pa ne vem kaj še, veste, ne bo postal odvisen in to jim je treba povedati. Odvisen postaneš samo od zabave.
Zabava je iskanje izključno tisto, kar te zanima, kar je tvoj hobi. Tudi odrasli postanemo odvisni. Poznam možaka, ki je do nezavesti iskal vagone z zlatom iz druge svetovne vojne in tega gradiva in raznih virov in tega je toliko, da se je izgubil v tem in potem je ugotovil čez 70 let star, da bodo vsi njegovi prijatelji pomrli, preden bo on našel to zlato, ampak vmes nima nič od njih. In se je odločil, da se gre, torej da bo si našel pomoč strokovno, da se je odvadil, tam skoraj 75 let star, odvadil od pretirane rabe interneta, si predstavljate. Ampak njemu je bilo to res v užitek, veste, in ko ste bili tam, to je bilo živo, a ne? In si predstavljaš, kakšen koliko je še bister, seveda. Marko, lepa hvala. Pravzaprav ste povedali že recept vsem našim družinam, gledalkam, gledalcem, kako se soočiti z izzivi te pandemije znotraj kroga družine, ki je pravzaprav osnovna celica pri vzgoji otrok. To vemo, da niti šolniki, niti kateheti, še kdo drug nam otrok ne bo vzgajal. Ne, moramo sami, ja. Ja, takole. Pa seveda morda že tudi najava, mi se bomo v decembru še v živo srečali, upam, da bo lažje takrat, končujete s pisanjem oziroma že v tisku knjige, ki bo prav zanimiva. Morda še Marko par besed spregovorimo o tem, namenjena pa je izključno ženska. Zakaj? Ja, ni namenjena izključno ženskam, oba so avtorja, Toni Mrvič je tudi, njegov delež je polovičen, tako kot moj, skupaj je nastala čudovita knjiga. Naslov knjige dokončno je Iskreno o moških, kako s partnerji in sinovi. No in to knjigo takrat okrog, to bo malo pred Miklavžem, bova že prinesla s sabo. Tako da, če bodo gledalci pozorni, mogoče bo pa kdo kakšno dobil pri vas na televiziji. Ja. Zdaj, seveda bova vesela, kadar bodo tudi moški jo šli prebirati, zato ker tudi moški sami dosti sebe mnogi ne poznajo. In to je ena taka prilika, ki bo pomagala, da gre v zakonu bolje. In ko enkrat greste konkretne napotke prebrati, kako in primere, kako se stvari počne, tiste ženske, ki so jo prebrale, so rekle, zdaj pa nikoli več ne morem reči, nič se ne da narediti. Ker ugotovim, da ogromno stvari nisem vedela, nisem razumela, zdaj pa vem, kako veliko se da narediti. In tole je situacija, ko se da izpeljati mnogo, zato ker so starši in partnerji skupaj. Nekaj moram sem še povedati, tudi v naši raziskavi se je pokazalo, družine, ki zelo dobro funkcionirajo. Njim se sladko smeje, kar se tiče korone, ker so poskrbeli, da so otroci živahni, res jim manjka stikov, bodo že nadoknadili. Tam teče vse gladko, se imajo nekateri celo bolje, rečejo. Medtem, ko druge, kjer so imeli že prej težave, zdaj so pa tako nabasani cele dneve skupaj, je pa težav večinoma še več. No in tu bo treba več pomoči kasneje. Ampak jaz, glede na to, da smo Slovenci ne posebna pasma ljudi, veste, če bomo zdaj dali nekim skupini strokovnjakov, uradnih, izpeljati, kaj je treba vse narediti, opraviti, da bodo otroci pridobili ta primanjkljaj, da bodo na nuli, rečemo, ali pa vsaj na tekočem, ga bomo izvajali potem, če bo to treba ali ne. In to je naš problem. Zato dajmo počakati, da bomo videli, kaj pravzaprav je res pustilo posledice, ker jaz zaupam v tisto, kar je tako zelo močno. In tako močno je ta človekova silna želja po preživetju. Koliko to daje energije in otroci so močnejši od odraslih. Ko nobenega živega, meni je žal za ta primer, ampak zdaj smo videli spet nek potres hud, po ne vem koliko tednih, eno deklico, enega otroka so spet še vedno živega našli, v neverjetno dobrem stanju glede na okoliščine, ampak otroci prenesejo, odrasli podležemo. Otroci niso najšibkejši del naše družbe. To se čisto narobe razmišlja in razglaša.
a ne, to je politični vidik. Če gledamo človeški vidik, jaz mislim, da so to starostniki. Te so najšibkejši, te rabijo največ. Glede na to, kar so vložili že, bi se spodobilo, da bi tudi dobili povrnjeno. Na vse mogoče načine in v teh situacijah sploh. Marko, hvala za tale pogovor. Zmeraj, ko se pogovarjam z vami takole v živo ali pa to pot preko seveda spleta, zmeraj pedagoško, zmeraj vzgojno, zmeraj s pravimi nasveti. Jaz se zahvaljujem tudi za današnji pogovor. Kaj kmalu v začetku decembra bomo predstavili vašo knjigo. Zaenkrat pa vam želim zdravja, ohranite zdravje, vsi vaši domači in seveda do prihodnjič srečno. Hvala enako, hvala za povabilo, pa tudi vam veliko zdravja in zadovoljstva. Ni treba, da smo slabe volje ves čas, ker nič ne pomaga.